Glavna zamera pravzaprav in glavni problem tega primera zakona je v tem, da se je zakon peljal mimo mene. Seveda je bil s tem v določenem trenutku ali v določeni fazi seznanjen moj državni sekretar, dr. Viljem Pšenični, ki seveda je vse rešitve obravnaval in tudi odobraval v moji odsotnosti. Jaz sem bila namreč v tistem času, ko se je zakon dajal in pripravljal v javno obravnavo v Ruski federaciji na obisku z predsednikom dr. Tirkom. In seveda državni sekretar ni vedel in ni bil obveščen, da zadeva ni usklajena z mano in seveda tudi dovolil, da so določeni dokumenti bili podpisani in posredovani v javno obravnavo. Ker se čuti odgovornega, mi je danes ponudil svoj odstop. Vendar sem se odločila, da njegovega odstopa ne sprejmem. Pač pa se mi zdi prav in sem ocenila, da je prav, da pa odgovornost za vso to nejevoljo, za vso to slabo voljo, ki smo jo s temi predlogi zakona povzročili v javnosti, da pa to odgovornost prevzameta tisti dve osebi, ki sta odgovorni bili za pripravo predloga zakona in za pripravo rešitev, in to sta direktor direktorata za notranji trg, dr. Peter Vrtačnik, in pa direktorica Urada za varstvo potrošnikov, gospa Mojca Burgar. Zato bom vladi danes predlagala njuno razrešitev. Odločitev je bila sprejeta danes, razrešitev mora iti na vlado, imamo še par dni časa in moj generalni sekretar bo seveda pogledal, po pogodbi ima pripada enako mesto, kot sta ga imela, oziroma istovrstno mesto, ki sta ga imela pred nastopom funkcij, in bomo pač poskušali najti taka delovna mesta oziroma jih prerazporediti tja, kjer boste pa vseeno s tistim znanjem, ki ga imate, lahko prispevala k učinkovitemu delu ministrstva. Jaz mislim, da mi bo predsednik tole zameril zdaj, kar bom povedala, in bo rekel, da je to nekorektno, ampak mogoče tista odločitev, da ne bomo menjali direktorjev direktoratov, na začetku tega mandata ni bila najboljša. Ni bila najboljša predvsem z enega vidika, ker dejansko vsak si na tako zahtevnih mestih, kot so ministrstva, vseeno gre za sistem, v našem primeru velik 500 ljudi, pa vseeno okrog sebe želi sodelavce, ki jim lahko zaupa. In pa ne morem reči, da ne vem, sploh ne vem, ali so moji direktori politično opredeljeni drugi, ali pa če za koga vem, ne vem, ali koliko je aktiven na političnem področju. Ampak vseeno jaz mislim, da to ni v redu, in tudi po mojem v bodoče za razmisliti, na kakšen način pravzaprav se te stvari dogajajo. Predlagala bom ukinitev Urada za varstvo potrošnikov. Prenos tistih nalog, ki morajo biti nujno izvedene v državni upravi, to pomeni priprava zakonov in seveda skrb za izvajanje teh zakonov, samo te funkcije bomo ohranili na Ministrstvu za gospodarstvo, izvajanje programov varstva potrošnikov pa bomo oddali seveda na transparenten način v izvajanje nevladnim organizacijam, potrošniškim organizacijam, ki jih imamo v Sloveniji kar nekaj in ki po moji oceni kar dobro upravljajo svoje delo in verjetno z malo bolj intenzivnim sodelovanjem z ministrstvom in z malo večjo pomočjo ministrstva bojo to delo verjetno še bolj učinkovito upravljali. Seveda vse skupaj z enim samim namenom, to počnem z namenom, da poskrbimo učinkovito za varstvo potrošnikov v Sloveniji.
Gospod Kacin ni razumel, kaj se dogaja in kaj je pravzaprav problem. Ne. On je govoril o eni direktivi, ki se šele pripravlja in je mislil, da mi že z tem zakonom želimo nekaj, eno obveznost prenesti ali pa nekaj, eno pravico zmanjšati glede na direktivo, ki bo šele pripravljena. Tako da tista informacija včeraj, ki se je vrtela po medijih, je moram reči, nekorektna in absolutno ni pravilna. On se je skliceval na to direktivo, ki še ni, in je pač mislil, da smo Slovenci spet bolj papeški od papeža in da že kar nekaj prenašamo v pravni red, kar še ni, no, tako je bilo razumeti. Ne. Jaz sem se odločila mimo javno razpravo za ta zakon zdaj zaprli, ne, ker je tako velika sprememba potrebna, da je nesmiselno, da se še kdorkoli v javni razpravi s tem predlogom ukvarja. Ne. Bomo zaprli, sem povedala, se bomo pogovarjali z tistimi, ki se zastopijo na te stvari, se pravi tudi s potrošniškimi organizacijami, pripravili nov predlog in ga dali nazaj v javno obravnavo in potem v proceduro.